Vojko Obrul, prepoznavanje vojaštva v meni. Zgodnja leta. V kasarni Moša Pijade, Bileča. S šolami od nekdaj nisem bil v najboljšem odnosu, a vseeno sem magistriral in pred nedavnim doktoriral. V šoli rezervnih oficirjev davno nazaj nisem razumel, zakaj moram vse vedeti o puškah, prav tako vse o partizanskih bitkah in o Mošu Pijadeju, ko so prišli vojaki v njegov sadovnjak po jabolka. In v času, ko se Tito ni hotel ukloniti Sovjetom in tudi ne prestopiti v NATO pakt. V Bileči so nas pripravljali na morebiten črn scenarij. Če pridejo Rusi, se utrdimo v zgornjem delu vojašnice. Če pa pridejo Amerikanci, nudimo odpor na spodnjem delu vojašnice pri stadionu. Sile osi določajo premike po zemljiški knjigi vojašnice, nikaj. Prav tako je znamenita protiatomska vaja atomski z leve in atomski z desne armadna pogrotavščina, v kateri so bile vzgojene generacije vojakov. Vaja je bila izrazito optimistična, saj se človek z ustreznim položajem obvaruje pred smrtonosnim sevanjem. Resnici na ljubo pa sevanje v svojem intenzivnem oblaku, ki se širi, najde pot tudi skozi skafander, ki ga vojaki niso imeli. Imeli pa so plinske maske, ki so bile prav tako neustrezne, ker niso imele protiradiacijskega filtra. Oficirji JLA so bili močnejši od fizike in kemije. Nikaj. Ko sem prvič dospel v Bilečo, sem videl lepo urejeno travnato igrišče za nogomet. 6 mesecev nisem brcnil nogometne žoge. Namesto nogometa smo sestavljali in razstavljali netrzajni top v menjajočih se posadkah in se poglabljali v vojaško tehniko. Ostajal sem pri razumevanju, da je dober vojak predvsem dober strelec. Po prvem zelo uspešnem streljanju sem dobil nagradni izhod v mesto, ko sem se pripravljal na izhod. Sem odšel v vojaško kantino po toaletni papir, ker je to spadalo k opravi JNA vojaka. Ne žaleći da u toj borbi odvoj mi 5 od 100 lističa, so se zafrkavali starejši vojaki na ta način. A v kantini je ponavadi pisalo tudi: Veseli in zdravi bili, lipički stune nacpili. Stari vojaki so vse skupaj spremenili v Veseli in zdravi bili, armijo progutali, propili. Imel sem torej toaletni papir, kape na glavi pa ne. To je opazil dežurni oficir na vojaški mitnici in izhod se je končal. Porazno razočaranje in notranji pogovor, kaj je v vojski resnično pomembno, dobro streljati ali nositi kapo, v žepu pa glavnik in tako dalje. Ker sem trmoglavil in se upiral, so nadrejeni to hitro opazili in mi pojasnili, da vojaški rok moram odslužiti, naj bom dober ali slab vojak. Če se ne bom izkazal, bom celi vojni rok vedril in oblačil v Bileči. Če bom dober, bom čez pol leta šel drugam. Če se bom še posebej izkazal, bom lahko izbiral kam. Bil sem res dober in bil napoten še dodatno na tečaj za vojaško policijo v Pančevu, v Vojvodini, v Srbiji. V obveštajni bezbednostni školski center. Po končanem enomesečno tečaju sem postal poveljnik v enoti vojaške policije v Zemunu pri Beogradu. Ime Vojko je dobro zvenelo v vojaških ušesih. Všeč mi je bilo, da sem se lahko zadrl v levo in so šli vojaki v levo in v desno, če je bil moj ukaz desno, in obmolknili so,
ker jih je moj ukaz pripravil do tišine. Sam sem se seveda upiral, kar je tako značilno za ljudi z poveljniškim sindromom, ampak voditi sem znal. Neverjetno dober občutek poveljevati. In ko so na zbirališču in poligonu odmevali moji ukazi, so jih slišali aktivni oficirji in moj poveljnik. Sledilo je vprašanje, če bi se šolal kot pravi častnik. Spet notranji pogovor o ponudbi. Dvom. Ali odslužiti vojaški rok in se v Mariboru na Teznem zaposliti v IMP za srednješolsko izobrazbo ali ostati v JLA. Po sposobnostih sem bil vojak, zato sem ostal v armadi in jo zapustil, ko se je pričela obnašati protiustavno in protizakonito. Z dvema besedama proti narodu. Seveda sem izhajal iz prikrajšanih in skromnih razmer, zato bi bilo z menoj nekaj narobe, če ne bi sprejel oficirske plače, ki je bila v zadnjih letih Jugoslavije boljša od plače delavca v tovarni. Oče je moj dvom odpravil zdravo pametjo. Vojko, nazaj v Lovrenc lahko še vedno prideš, pa v Riki bo vedno dela. In tako sem odšel na vojaško akademijo v Sarajevo, kjer je bila pehotna šola za oficirje. Bilo je drugačno vzdušje, bolj študentovsko, čeprav enak red kot v vojašnicah. Vojaška šola. Moraš biti umsko zelo prikrajšan, da jo ne narediš. Ob pouku so tu še obvezne učne ure, na katerih ti učitelji in oficirji priskočijo na pomoč, če tega ne razumeš. Sarajevo se ti priljubi po dobri pleskavici, bureku in seveda čevapčiči. Na denar sem moral gledati, saj denarnica ni bila nikoli polna. Že od otroštva ne. V Sarajevi sem bil na akademiji edini Slovenec. Slovence so v JLA klicali kar Janez in pogovor s teboj pričeli z Janezu, Janez. To je pričelo nekako sovpadati z zaprtjem Janeza Janše. Na enem izmed izhodov je iz enega izmed mojih sošolcev izletelo, da sem Janez Janša, saj me je sredi Baščaršije tako poklical. Glasno in strumno. Pogledi mimoidočih so bili uprti vame, z neko ostrino, saj je bil jugoslovanski tisk poln novic o slovenskih dogodkih. Stal sem in opazoval, kako me vse gleda. Moj odgovor na to je bil vprašanje po počutju mojih sošolcev in po smeri pohajkovanja. Atmosfera ni bila več naelektrizirana, saj smo bili navsezadnje pitomci, gojenci vojaške šole, ki so imeli svoje majhne radosti in skrbi. Bili smo mladi in uživali smo mladost, kolikor smo jo lahko na vojaški akademiji. Po končani akademiji sem bil napoten na službovanje v Titovo gardo v Beograd. Ampak takratne veze in poznanstva drugih vplivnih sošolcev iz akademije so dosegle svoje, tudi v mojem primeru. Sin polkovnika JLA je napeljal vodo na svoj mlin. Šel je službovati v Beograd, mene so poslali v Varaždin. Jaz nisem imel ne vode in ne mlina in tudi ne staršev, ki bi mi zapustili grad. In ko je prišla usoda po Mojzesa, je prenehal biti pastir. Tako sem v nekem trenutku spregledal in bil, kar sem še danes, predvsem Slovenec. Prenehal sem biti oficir JLA iz močnih domoljubnih nagibov. S čisto vestjo grem v 50. leto svojega življenja.